Živijo, zdaj smo v kraju Ojsteze, prenočila sva neposredno ob fjordu in zdaj gremo proti Bergenu. Tamle v neposrednji bližini je pa ledenik. Ej, 17 stopinj, jaz se že slačem. Na poti do Bergna pa še tale obvezen postanek. Tale slab je pa zato poseben, ker bi šla tudi od njega. Gremo pogledati. Največ vode je maja in junija, ko se visoko v gorah topi sneg. Tale je fajn dan posebno, pa res nekaj posebnega. Bergnu sva! Zaščiteno z leskom. Danes imamo pa še posebno srečo, ker smo v Bergnu, ki je najbolj deževno mesto v Evropi. Ima med 200 in 250 deževnih dni na leto, ampak danes je pač neobičajno vreme. Hvala Bogu. Ajde, pojmo. Evo, zdaj smo v Brignu, najlepšem in najstarejšem delu Bergna. Zanimivo je, da je ta del najmanj 7-krat pogorel. Toda kljub požarom so hiše še vedno lesene. Tako so dvignile. Kam je najboljši test? Na ribjo tržnico. Tu se je že od nekdaj izvajalo trgovanje z ribami, ampak oni so rekli, da ti šotori pa to niso dovolj higienski. In so leta 2009 odprli čisto novo tržnico. Pojdimo pogledati. Moje to velike ribe. Ja, vidim, ja. Kaj tudi imaš ješ? Evo, odločila smo se za fish and chips, pa kalamarčke. Njam, njam. Je to Berni? Mislim, da je Berni. Če bom pogledati. Kje sem? Nismo. Ni. Ni, ne? Doči. Bergen je podobno kot Novo mesto, mesto 7 gričev. In na 2 peljeta tudi vzpenjači. Kot bomo videli potem cel razgled mesta. Na vrh Bergna. Tako izgleda njihov glavni trg. Bergen ima malo manj prebivalcev kot Ljubljana, občutek na glavnem trgu pa je podoben. Paviljončič, zadaj vidno pa Ulriken hrib, najvišji njihov izmed 7. Si zamenjal prevozno sredstvo? Že neki piska. Brum, brum, ne. Bergen je drugače poznan po številnih muzejih. Eden od teh je tudi tamle Kode, ki je razdeljen v 4 dele, ampak enostavno sva si rekla, redek je dan, ko ne dežuje in ga bomo raje preživela na soncu, kakor v muzeju. Drugače ful je enih mladeničev tle. Verjetno imajo konc šole ali pa začetek šole ali pa kaj tazga. Ker jih je vse polno, vsi z nekimi peri grejo naokrog, pa nek festival se še pripravlja menda. Ti vprašal, kaj se dogaja?
Wow, dvižni most. Ker malo se nama je prej zamerila tista riba pa kalamari, predvsem kalamari, tako da sta rekla, Kalamari. gremo si popraviti okus. Kalamari niso bili dobri. Ribijo ju. Dej. Bye bye! Dobro jutro! Začenjamo na enem čudovitem prostoru. Z tega stanj se imenuje tale view točka. Po takih zelo zavitih serpentinah je bo treba prijeti tja, ampak se splača, ker je takale brv. Ne, niti ni brv, razgled na ploščad. In zelo lep razgled na fjord. Še same dva jo imava zase. Kaj pa to? Črt, ti si že čist domač s temi imeni norveškimi. Kaj je tam za nama za en kraj? Aurlandsvangen. Tu. Idemo! Ura je 8 zjutraj in že medva šibava proti ledeniku, ki je seveda oddaljen 3 ure stran, ker kle so take razdalje, da je vse toliko oddaljeno. In danes naj čaka pravzaprav hajkanje po ledeniku, tako da moramo se še malo segreti, preden pridemo do tja. V avtu prav zunaj pa 7 stopinj. Ja, si bil tle Glacial Center, pa iz gora pa so pa novega postavili. Oh my god. Zakaj bi zgoril? Vem, piše. Zdaj tako razgleda, kot ena čeladica. V ozadju se pa že malce vidi ledenika. Yes. To je ta pogled na ledenik in ledeniško jezero. Meja so skoraj ready. Sicer še na tekačih. Črt bo še malo salame pripravil. Vuzak pa pohodnica bo pripravljeni. Nigardsbredn je najlažje dostopni norveški ledenik. Midva sva turo rezervirala le en dan prej. Evo, začenjamo hodati. Tukaj smo srečni dva Slovenca. Polno opremljenje. Kakšen je feeling po ledeniku hoditi? Dejansko gre bolj enostavno, kot sem mislil, ampak je weird. Pa taki, da imamo dom. Ledeniku smo. Na ledeniku smo. Ta zvok škripanja ledu pod nogami. Tole pa kosilo z razgledom. Dobre. Izvenzemeljska modrina. Nimaš vsak dan možnosti piti ledeniške vode. Ledenik je bil odličen, neka edinstvena, res edinstvena izkušnja. To je res, ja.
sem imela da tako stran, tukaj enega črnega praha gor. Barbara si je jakno malo zase. Ja, ne sem jakno, marsikaj sem si. Ampak to gor ni pollution, prav onesnaženje tako, ampak je samo prah oziroma pesek iz okoliških gora. Drugač pa srečala sva seveda dva Slovenca in čez zakonito, no. Smo se zapričali nebes. Na veliko. Pa pivo sta nama dala, ker sta prišla z avtodom od doma, pa kafe smo jim midva skuhala. Nekje. Čau, čau.